Ljudje in ljudine, poslušate 23. epizodo v živo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, oviti v baker, okultno delujemo, tako kot je prav. Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Jo. In moja malenkost Aljoša Harlamov, tokrat po dolgem času znova z gostom in z nami je Sergej Hvala Sneti. Žijo. Kako si? V redu. Današnjo epizodo v živo, potem ko smo lansko preskočili, znova snemamo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na konvenciji Na meji nevidnega, ki smo jo že zelo pogrešali. Zdaj bomo pa preverili, če nas je kaj pogrešalo tudi naše drago občinstvo. Občinstvo, oglasi se. Super, hvala občinstvu. Vsi, ki zdaj tole poslušate, pa niste bili v občinstvu, ne vas bo kar mal sram. Današnja epizoda je posvečena prvi knjigi iz trilogije Meglovni rod z naslovom Zadnji imperij. Gre za prvi prevod kateregakoli dela Brandona Sandersona v slovenščino. Nalogo so pri Mladinski knjigi seveda zaupali komu drugemu kot Sergeju Hvali Snetiju, ki je zato tudi naš današnji gost. Opozoriti velja, epizoda bo vsebovala težke kovine, sužnje lastnike in kvarnike. In mimogrede, danes bomo z vami skoraj 1 uro, ker se vam nikamor ne mudi in ker smo mi strašno pametni. In zdaj glasba za ob koncu imperija. Vsak se lahko zamišlja, kaj to je, ker južnokorejski band zdaj ga. Okay. Skratka, danes delamo Meglovni rod, je to prevedel naš Sneti, saj mogoče bo pozneje kaj povedal, zakaj Meglovni rod, zakaj Zadnji imperij, ne poslednji imperij, ki se boljš sliši. Zdaj naslednji 2 knjigi sta The Well of Ascension, se pravi, saj si mi dal prevode že, Vrelec poveličanja in pa Večni junak. Sergej, mogoče kar tukaj zdaj skoči, kdaj naslednji 2 knjigi pridete za tiste, ki bodo zdaj takoj začeli to brati, pa bojo hoteli takoj drugo in tretjo dozo. Kolikor ta hlapič nevredni ve, naslednje leto, se pravi ob času NMN-ja naj bi bil drugi del in pol koncem leta tretji del. Medtem pa garam in delam. Skratka, Sneti bo garal in delal zato, da bomo drugo leto dobili oba preostala dela trilogije. Drugače seveda to gre za več trilogij povezanih med sabo, ne? Druga se dogaja 300 let pozneje in je noir kriminalka, tretja trilogija naj bi bila pa postavljena v 80. in 90. leta, medtem ko bo 4. vesoljska opera. Žanri, o katerih bomo danes govorili, so torej srednjeveška fantazijska pustolovščina, epska fantazija, fantazija za mlade odrasle, romantazija, spis diotka in distopija. Ameriški pisatelj Brandon Sanderson ustvarja predvsem v žanrih epske fantazije, ZF in za mlade odrasle. Njegovi najbolj znane knjige so prav serija Meglovni rod in Arhiv nevihtne luči, to sem jaz, trapasto prevedel, tako da ne boste napadali našega gosta danes. Postavljeni sta v zgodbeno vesolje Onoverzum, to je pa Snetijev prevod Kozmira. Zaključil je drugače znan Sanderson seveda tudi potem, da je zaključil Koločasje Roberta Jordana, da bo zaključil Martina, ko on umre. Je kolega podcaster, leta 2008 sta s pisateljem grozljivk Danom Welsom in risarjem Howardom Taylorom začela podcast za kreativno pisanje Writing Excuses, ki ga zdaj poslušam in zelo fajn, priporočam. Vmes so ga prevzeli drugi uveljavljeni pisci in piske žanra. V njem je Sanderson prvič razložil zakone magije, ki jih danes celo po njem nekako imenujemo Sandersonovi zakoni magije. O tem več pozneje, zdaj le dela Intentionally Blank, se pravi nov podcast. Za svoje pisanje prejel številne nagrade, med drugim tudi Hugota za kratko zgodbo. Znanje po svoji izjemni produkciji menda je zdaj že izdal okrog 80 knjig. Leta 2022 je zagnal kampanjo za samo založbo 4 knjig, ki jih je napisal med pandemijo. To je postala najbolj uspešna kampanja na platformi Kickstarter v njeni zgodovini. Podprlo ga je namreč
185 341 podpornikov, ki so skupaj nabrali 41 milijonov 754 153 dolarjev. In v začetku letošnjega leta je Apple TV kupil pravice za filmsko in televizijsko adaptacijo njegovega univerzuma. Skratka, tukaj nekako začenjamo in zdaj, ponovadi bi jaz zdaj na tej točki rekel, Igor, povej nam povzetek, ampak Igor se ne da in zdaj smo rekli, da bo sneti, ker je prevedel, pa mogoče celo prebral, preden je prevedel, da bo povedal on en kratek povzetek, mogoče za tiste, recimo, da ne spojlaš čist preveč, ampak za tiste, ki še niso brali, pa bi jih zdaj zanimala stvar, skratka, serije, o čem gre tale knjigca? Se pravi, samo ta del, nič trilogije ne bomo zdaj... Mislim, lahko omeni seveda pol naprej, kolikor pač lahko, ne da bi spojlal, ampak ja, za začetek dajmo tole knjigo. Prvi del je v bistvu Ocean's 11 v fantazijski obliki. Ja. Ne, imamo kako ne to... Sprav, imamo eno mlado junakinjo, globoko zatraumirano ulično dete, ki pade v kolesje enega načrta, težko bi mi rekel diaboličen, pa tudi spreten, ne, ampak recimo, da si je nek tip zamislil, da bo zrušil vse mogočnega, oziroma v tem primeru vrhovnega vladarja. To ne gre tako lahko, kot so si zamislili, ne, ampak še dobro, a ne, da pač dotični junak, Kelsier, je tudi hkrati alomant, oziroma maglovnik ali Mistborn, se pravi tip, ki zna čarati z vsemi 8 elementi, oziroma 8 kovinami. Se ni jih 8 geeki, v redu več jih je, ampak za prvi del 8, a ne? Ja, tako je, ja. No, in on je pač postane učitelj vina, ne, in skupaj z drugimi pisanimi člani druščine. Zdaj, a doseže uspeh ali ne, pa to spoilati, ampak recimo, da je kar zanimivo. Je tako napeto zanimivo branje do samega filmskega, zelo hollywoodskega konca, ki se potem pa zelo elegantno nadaljuje v naslednje dele. Ok, super. Nisem hotel zdaj preveč. Ja, se bomo itak potopili v stvar. Pozneje, zdaj bom jaz najprej, tako ko je pri nas navada, vprašal še Mita in Igorja, kako ima je bila všeč knjiga, posebej Mito, zdaj zate vem, da si jo bral že v angleščini, Igor, ti je nisi v angleščini. Ne, jaz sem jo v angleščini prebral celo, tole pa sem prebral za enkrat pol, ker je PDF težko brati, pa sem čakal na knjigo. Tako, ok. Mito, začneva pri tebi, ker si najdlje s Sandersonom preživel. Kaj? Ne vem, kaj sta imela, to moraš ti vedeti. Probam se spomniti, kako sem se spotaknil v njega, pa mislim, da bo najbolj pravilno, da mi ga je moj mlajši brat priporočal. Moj brat Peter Gegić je napisal diplomo o worldbuildingu, pa mi hkrati potem priporoča, da je tole naslednja stvar od Jordana in Malazana, pa teh stvari. Tako da jaz sem jo zdaj prebral v slovenščini, torej tretjič. Pa je bil fajn refreshen, ker sem že precej stvari pozabil. Predvsem je meni zelo zanimiva stvar v smislu, kako se vse skupaj zgradi, kako te noter potegne, kako akcijsko je napahana, pa kako hitro steče ta stvar. Pohvala prevajalcu, ker je res ohranil tudi tale zelo fin tempo tega. No? V chatu, če se spomnite, sem vam 4 dni nazaj, ko sem jo zaključil v slovenščini, rekel, da fight Kelsierja z Inkvizitorjem mi ne da mira, ker cel cajt slišim v ozadju soundtrack Matrice na avtocesti, ko se fighta Morpheus. Meni osebno je to takšna akcijska zadeva, tako dober opis je. Mislim, Sanderson predvsem se mi zdi, da če ima mogoče tu pa tam kakšne primaklaje v smislu dramaturgije ali pa mogoče lika tu pa tam, predvsem prednjači o tem, kako dobro zna akcijo napisati. Ne? In tisti, ki imate radi neko tako nahajpano stvar ali pa akcijske zadeve, to je ta stvar. To je to. Ok, super. Igor? Ja, meni se je tudi zelo dopadlo to, ravno ta vidik, ki ga je Sergej že prej izpostavil. Ocean's 11, to je heist in je ful v redu, ker pač vsak od njih ima nek svojo sposobnost in potem, ko pridejo vsi skupaj, bo delovalo točno tako kot v Oceans, samo da je tukaj čarovnija vpletena in to odpre svet zelo daleč. Ful je zanimivo, ful so eni taki detajli not in v tem sistemu magije, tem
kurjenju kovin, ki so mi bili zelo fascinantni in v tem, da kaj tam spoznamo to simpatijo glavne junakinje in je v knjižnici, a ne? To se mi zdi bravo. Pa ja, tako je Mito rekel, ful hitro se bere, kar me je najbolj presenetilo, že večkrat, ko sem zagledal knjigo v trdih platnicah, meni je za rojsten dan pred par leti Mito kupil v mehkih platnicah, tako čist malo. Ful težko je brati, ampak dejansko ne moreš odložiti. Ne? In pol pač imam občutek, pa ker se toliko hitro bere, da to ni tako debela knjiga, potem pa to vidim, da ja. Samo hitro je minilo, ni bilo malo branja. Ja, se jaz moram tudi reči, da zdaj, ko sem v PDF-u, ko smo brali, pač, da smo se pripravili na tole, da smo dobili že hvala Mladinski knjigi, ki nam je vnaprej poslala prevod. Meni se je zdelo tudi zdaj, ko sem jo videl prvič, to sem prebral, ok, fajn. Pa ne, da običajno ne berem takih knjig, da ne bo. Je tako poletno, po bistvu bi lahko rekel, da je tako poletno branje. Ne? Ja, veliki letijo, tako poletno. Ja, jaz moram reči, da se pridržujem najbolj Mitu v tem mnenju, da jaz moram priznati, da tu pa tam sem mal trpel, kakšni dialogi mu niso to krateli, pa posebej zdaj, ki ga berem, kako podcast svetuje drugim, si mislim, ok, Brandon, mogoče najprej kakšne stvari pri sebi poprav. Ampak, mislim, ne samo, da zna pisati akcijo, kot da je izredno domišljijsko, spretno, spletena, tudi izjemen ritem je, pacing, kako temu rečete v angleščini, izredno pač, kako stopnjuje te spopade. In tudi tisto, kar jaz pri Sandersonu pač najbolj občudujem in zdaj, ko sem poslušal recimo to epizodo, v njem je ta, zdaj le skušam najti drugo, kako sem že rekel, izdelan čarovniški sistem, da ne bom rekel trd, ker to v slovenščini ne izpade meni tako dobro. Izdelan čarovniški sistem, ker se mi zdi, da res zelo pripomore, se strinjam z njim, zelo pripomore k zgodbi. Ampak preden gremo zdaj k Alomantik in vsemu temu, kar si je on tukaj zmislil, kaj se vam zdi, kaj je tisto, kar Sanderson pelje novega, Sergej, v fantazijo? Kaj ti misliš, da je on, ker on je vendar gled tukaj za avtora, ki pa je zelo premišljeno pristopa, jaz mislim, da k svojim delom in tudi zelo velik poznavalec žanra je, to je geek, to je človek, ki je vse prebral, prišpilal in to. Kaj ti misliš, kaj je tistega, kar on novega upelje v fantazijo? Po čem je Meglovni rod, recimo zdaj, če hoče človek to prebrati, pa bi ga zanimalo, ok, prebral je že milijon fantazijo, kaj je tukaj takega, da bi še se lotil te knjige? Ja, se on v uvodu, ki smo ga tudi pač prevedli in vključili, ne sam pove, da v bistvu ne gre tukaj za nekaj tako, da bi on zdaj izumljal nekaj, ampak tako, da je nekako premešal elemente, in mogoče jih postavil mogoče naredil še en korak naprej, parafraziram, ne on tako povedal, ampak jaz si to tako razložil. Predvsem pa, da je šel zelo podrobno v stvari, spoštljivo in pač spoštljivo do bralca, ker bralec dobro ve, bere in pač zakaj je zdaj to tukaj, pri recimo avtorji, ki so tako spretni, on je pa že pri Elantresu, se je začel to, da je zelo natančno gre v zadeve. Zdaj pač, kar on pove, tudi uredno prebrati na tistih 3 ali 4 straneh. Te edicije, ki je bila drugače, mislim, da smo prevedli to 10th Anniversary Edition, ki je bilo še 50,000 popravkov, pa tako naprej. Pustimo te detajle. Ja, Mito, Igor, kaj vidva mislite, kaj je tistega, kar je posebnega mogoče v tej fantazijskem svetu? Zdaj ne morem govoriti, kot da sem hud bralec. Bral sem kar nekaj stvari, ampak kar je meni bilo novega, je predvsem tale trdna zasnova sveta in čarovnega sistema, čaranja. Da v bistvu se ta zasnova potem dobro prileže temu, da se pač zaplet pa akcija lahko upreta na nekaj, kar vodi bralca skozi zelo varno, pa eno tako cool stvar, da v bistvu se tvoja domišljija začne naenkrat ukvarjati s temi pravili na neki vzporedni tirnici. Ti lahko spremljaš lik, ti lahko spremljaš zaplet, pa mogoče tako kot v heist moviju predvidiš, kako bo zdaj kontranapad ali pa kako bo zdaj v bistvu vrhovni
drugače ukrepal, da bo ustavil Sky, naprimer. To se vse lahko igraš kot v domišljiji, kot v ostalih fantasy prijemi, ampak ko pa pride potem do nekega spopada, pa se vsa ta alomantika, vsa ta pravila, ki se opeljajo noter in je v bistvu tudi v knjigi priročno potem na zadnjih straneh priloženo pravila, da se tega poslužuješ ravno s tem namenom, da se ti čim bolj vklopiš v to, kaj je mogoče v tem svetu. In ta ključ uživetja je nekaj, kar je bilo vsaj zame novo. Danes smo imeli že pogovor za tiste, ki niste bili ob 10 tle o hard world buildingu pa soft world buildingu tle. Jaz sicer se bistveno bolj nagibam k soft world buildniškim izpeljankam, pa ne trdim, da je en boljši od drugega, samo pač neka preferenca je. In tale hard world building pristop z hard magic sistemom je ravno v tem najbolj močen, da ti da ta ključ, da se ti v tišini branja, brez vizualnih istočnic lahko igraš z akcijo. In to je bilo za me nekaj dolga. Ok, super. Igor? Ja, meni pa je, mislim, poleg teh alomantike, pa to, kar mi je bilo krasno, me je zelo navdušilo tale skoraj francoska revolucija, pristop k pač tem, da je treba top 1% skiniti. In zelo direktno je in hkrati, kar pa precej razlikuje od večine fantazije, ti imaš, da je glavni junak, ne vem, sploh Vojni zvezd recimo, glavni junak skrivoma dedič, ne vem koga, vnuk, karkoli in potem je to, ima pač pravico. Tukaj pa je to, da si ti potomec plemiča, sicer pomeni, da imaš te moči, ampak hkrati se tega sramujejo vsi, ki so in hočejo zrušiti. Pa lovijo jih. Ja, pa lovijo jih, itak jih probajo beg spraviti in mislim, skrajno se mi je zdela tak, socialistična, komunistična skoraj pristop k fantaziji, ki pa moram reči, da nisem vajen tega, pa da ne bi pričakoval od ameriškega pisatelja neki tak velik odstop od pač klasičnih. Ja, jaz moram tudi reči, da meni je bila ta razredna perspektiva zelo všeč, tudi iz tega vidika, ker se na neki točki sprašujejo okrog pač Kelsirjeva tolpa, se sprašuje, ali so oni sploh upravičeni do tega, da zdaj pomagajo sužnjem, ker tudi sami nimajo nekega tega, tudi sami so na pol živijo plemiško, živijo drugačno življenje, jejo boljše stvari in tako naprej. In se mi zdi to zelo zabavno, ker se mi zdi, da je ena tak mehka kritika, vendar je tudi neke levičarske ideologije, ki ponovadi izhaja iz visokih razredov, ne razumejo pa niti v resnici svoje lastne publike, ki jo nagovarjajo. Ne nazadnje so naše volitve nedolgo tega zelo dobro to dokazale. To mi je zelo všeč, pa tudi jaz moram reči, da meni je ta izdelan magijski sistem zelo všeč, ker tako, kot on pove, Sanderson, mislim, da je to 14. ali 15. epizodi, bomo dali povezavo spodaj v opis naše epizode. On dobro pove, kaj ti zgubiš s tem, da jasno postaviš pravila magije, je nekaj skrivnostnosti. Se pravi, Gandalf, Sanderson omeni Gandalfa, je zelo skrivnosten lik. On se pojavi, umre, že spet spojlam Gospodarja prstanov. Skratka, pride nazaj in skratka, nikoli ne veš, kaj točno pričakovati od njega. On, zakaj pač na neki točki Gandalf mora iti stran od bratovščine? Preprosto zato, ker je premočen in bi skratka pokvaril ves njihovo pustolovščino. Tukaj pa pri alomantiki ti nekako veš, kaj je zmožna alomantika in lahko nekako tudi sam sodeluješ. Meni je to všeč, ok, zdaj se je človek znašel v tej situaciji, tale meglovnik, kaj zdaj lahko on naredi. In to mi je zelo všeč. On tudi pravi, da to ti da seveda tudi nekaj pričakovanja bralskega, se pravi foreshadowing, ker ti seveda veš, kaj je on zmožen, veš pa tudi, kaj ne more, kje so omejitve tega. In potem vsakeč, ko je on v neki situaciji, lahko ti dost lažje razbereš, kje pa kam bo to šlo, kar poveča neke skratka vložke, ki jih imajo liki v to in tako naprej. In to mi je super. Priznam pa, da mi je bila zanimiva ta ideja, da pa se tebi čarovnija oziroma sposobnost kurjenja kovin odpre
po neki globoki travmi. To se mi je pa zdelo izredno zanimivo. Sneti, boš ti tukaj prevzel. Ja, nekje na, ne vem, mogoče 150 strani me je prešinila ta povezava s travmo, in potem sem začel razmišljati, kako pravzaprav Sanderson pravi, da te mora svet nekako zlomiti oziroma naučiti kozjih molitvic, če lahko tako rečem, da sprostiš te latentne moči v sebi. In mogoče je to neka varovalka, da pol po prihodu na oblast ne boš pač pustošil okol, ker si že prej izkusil, kako je to biti. In to imajo te liki zelo dobro dodelano, medtem ko liki, ki pa recimo plemstvo, nima nič od tega oddelano, zato pač počne že 1000 let, tako kakokoli že ta zadnji imperij traja, mislim, da je celo rečeno, da 1000 let, pač zatirajo skaje, se pravi, to je recimo tlačane, Čiste. Tlačanje, oni so last vrhovne. Tako, Ampak so poimenovani po glasbi, ki je nihče ne mara. Ja, to je res zanimivo, mogoče Sanderson ne mara. Mogoče. Hvala, Igor. Hvala, se pravi, te posamezniki, ki bi si prebili do Iveri neskončnosti, se pravi ta Shard of Infinity, tega prvotnega boga, morajo biti najprej zatraumirani in jih morajo dobesedno razklad, da se prebudijo in postanejo potem alomanti, se pravi megličari ali meglovniki. In se mi zdi, da pač Sanderson zelo jasno pravi, da ta prava moč se dostikrat skriva v teh poniženih, razžaljenih ljudskih množicah. Razumem. Tistih zlorabljenih celo, da bi zaradi tega bi lahko bili pač tisti, ki jih zlorabljajo in tako naprej, malo previdnejši, ampak niso. In pač tukaj vidimo v Meglovnem rodu v prvi knjigi, kako natanko niso, kaj se zgodi. Ne vem, mogoče se razmišlja, je bil on tudi mogoče kot geek, današnji, da je bil sam žrtev zlorabe ali pa kdo blizu njega, tega sicer, kakor vem, ni povedal, ampak tako se mi zdi, da tipam nekje, da malo predobro pozna to. Ja, mislim, vsi, ki smo bili in mogoče ta čustva, ki jih imajo tisti, ki jih bulijajo, na rekvajih, ki jih nadlegujejo v šoli do ljudi, ki jih trpinčajo, mogoče pač to prelomu se bom napol in iz mene bojo poletele moči in zdaj se pa paste, v tem smislu. Ja, kar je v tem delu dosti boljš kot Igor, kar ti pristavi. Ja. V Split od M. Night Shyamalana, kjer igra Anya Taylor-Joy in James McAvoy in v bistvu je njen superpower izhaja iz tega, da je bila posiljena. In pol si tak, ne. Ja, mogoče. Jaz sem pa prej imel vibe, mene to spominja na Gokuja iz Dragon Ball Z, v bistvu, da pač njemu se odklenejo naslednji leveli gor, ko ne vem, Krilin umre ali pa kao, da pač, to je ta prvi njegov odklenitev, pol pa v bistvu postane klišej in vsakeč, ko se malo bolj razpizdi, postane bolj močen. Ampak ampak tudi Gandalf, Ja, tudi Gandalf umre zato, da je bolj močen. Ne! Težko bi rekel, da je zatraumiran Gandalf. Ne, to pa res ni. Ne vem, če ga je Eru Luvatarnih brcev, pa pet nazaj. Pa pet nazaj. Samo mogoče rada ga sto hodi, pa kao se pogovarjate o fucking Balrog, tist me pa res jebo. Mislim, da se skupaj zakaja, skupaj sem povem. Ampak Sneti, si ti razumel, a je to njegova ta alomantika, to izhaja iz neke... Zakaj imam jaz več čas v glavi te alkimiste in to? A je to neka taka povezava ali odkot izhaja ta ideja magije? Zelo mi je zanimivo tudi ideja magije, ki ni, ne vem, neki svetlobni, kaj se dogaja, ampak je v resnici ti požreš neke kovine. Ostruške kovine in jih potem kuriš, Netiš, ja. Netiš. Ne, veš kaj, jaz vedno, ko rečem, da kuriš kovine, se spomnim na nekaj kurje drve in pol drv ne damo. Tle imamo tudi kovin ne damo, veš. Da lahko imeli alomantiki neko svojo skupino. Mislim, je neka povezava, seveda, čez srednji vek, alkimijo, kovine in tako naprej. Zdaj ne vem, če se zaradi tega, ker se z isto črko začne, če to zdaj veš neka tako povezava, ampak je pa neka pseudoznanost. Tukaj govori v bistvu Sanderson tako kot alkimija, če tako vzamemo, da gre za neko pseudoznanost tam in za pseudoznanost tukaj, kaj je neka znanstvena magija,
ali pa magična znanost. Zdaj, seveda, Sanderson pač v določenih pogledih kot pisatelj res šepa, in imaš prav, lahko bi svoje osebne svete mogoče oziroma bi pometal pred svojim pragom, zato ker med prevajanjem so temu 10th Anniversary Edition, so najmanj na 12 do 15 mestih si rekel, poslušaj, zdaj pa dovolj tega, da se je nekdo vzrl pa pogledal, kot prvo, oziroma so se celo povstajali, ker so sedeli, pa so še že prej trikrat vzrli, pa tako naprej, tako da mogoče malo dramaturgije mu ne bi škodili razdelati, ampak je pa full močen kot nek znanstvenik, ki se trudi pojasniti znanstveno, ne samo v okviru magije, ampak znanstvene magije, kako je prišlo do tega, pa tega, in kako bi lahko prišlo, če bi še nekaj drugega bilo. Tukaj je pa on zelo močen in mogoče tako, da je Tolkien družboslovec, je pač Sanderson naravoslovec. Okay. Bistvu, ja, se meni je tudi res zanimivo, ravno zadnjič sem še poslušal še en drug podcast o Tolkienu, kjer so recimo govorili, kako zelo krščanstvo je vplivalo na njega in na njegove ideje grajenja sveta in to. Ampak zanimivo mi je tudi to, kar je tudi Igor že nekako nakazal, da tukaj zdaj Američan naredi, to je skoraj da ta fantazijski svet je distopija, skratka so v njem živijo ti skaji, ki so do nekje celo sužnji, nekje malo bolj kot tlačani, ampak skratka bolj ali manj delajo za to, da dobijo hrano in da imajo streho nad glavo, tretirajo jih kot sužnje, kot tretjerazredne. Pomembno je, da jih tretirajo kot ne ljudi. Tako, kot ne ljudi. Kar pač je v bistvu tako, kot evropske kolonialne sile pred 200 leti, recimo, pač teorije eugenike, ki so pač vse merili in tako ima 3 cm nižje čelo, torej ni pravi človek, kot Evropejec, to se je zelo jasno tukaj noter. Ja, seveda lahko rečemo, da on izhaja seveda iz ameriške kolonizacije staroselskih. To se meni zdela bolj ameriška revolucija, kot pa komunistična. Francoska smisla. To se meni zdi bolj primerno, ker tudi deloma je meni to kritika same ameriške revolucije, ker on to, da v bistvu malo švrcne, vinu švrcne, to tolpo, se vi ste na pol plemiči, se vi ne živite kot plemiči, obnašate se kot plemiči, pa konec koncev celotna ekipa ima v namenu samo okrast hranilnico Atija in potem čao. Skaj, vi se pokvarite z vladavino pa s temi pritiklinami. Tako da ne najbolj komunistični zanos. Ampak to se mi zdi, da je tudi kritika potem tega, kako so se ameriški veleposestniki hteli oprti samo višjim obdavčitvam, medtem ko kao raja, samo že nekaj naredila. Ja, jaz sem vseeno giljotina moment je enotno. To je obči simbol. Ja. To počas bomo tudi zdaj upeljali to nazaj, tako da se že veselim. Zanimiva je... Zanimiva je pa bolj ta... Get the memo. Jutri. Zanimiva je pa tudi ta, ker je ta družba distopična, kot je tudi teokratska v resnici. Da tukaj pa je vendarle Sanderson bolj povezal to z religijo, kar je zanimivo tudi z njegovega stališča, ne nazadnje, ker je pač mormon. Ker zdaj jaz mormonske religije ne poznam kaj dosti dlje od tega, da vsakeč, ko pridejo ti fantje do mene, rečem hvala, ne. Jaz sem South Park dovolj povedal. Jaz sem se enkrat malo pogovarjal z njimi, ker so mi povedali, da je Jezus obiskal ameriške staroselce in da imajo slike. In potem so imeli risbe, kak je Jezus med njimi in potem sem jih nehal poslušati. Počas vrata Te niso nadušili slikami Jezusa med staroselci? Čak slike ali fotografije? Risbe. Bom podvomil malo. Ja, ampak skratka, to je nek svet, ki ima... ki je v resnici nek tak globaliziran, skratka tukaj imamo tega imperatorja, cesarja, ki je poenotil vsa ta kraljestva, briše zgodovino v resnici, ljudstva ne poznajo več niti svojih običajev, imajo te skratka, obstaja seveda posebno ljudstvo oziroma posebni ljudje, ki to nekako si zapisujejo vase na kovine. Terišani. Tako, in imaš skratka tukaj eno zelo zanimivo napetost, ki pa tudi ni tako zelo pogosto v sodobni fantaziji, ta neka religiozna, ker jaz sem imel res več občutek, ko oni grejo proti cesarju, proti imperatorju, da grejo v resnici tudi malo proti papežu, ker to je v eni in isti osebi, je to
teokrat. Ne? Teokrat je nekdo, ki je vodja religije in je hkrati vodja države, cesarstva, česarkoli. In tukaj se mi zdi zelo zanimiva ta ideja te fantazijske pustolovščine, ker to tudi ni zelo pogosta stvar. Pa še dodatno, v bistvu ti pred vsakim poglavjem bereš dnevniške zapise tega istega vrhovnega vladarja, ne? In ga humanizira. Ne? V bistvu on skuša svet obraniti pred neko, kako se že reče, globočina je, ne? Ja, tako si prevedel. V bistvu skratka neka v prvem delu nerazložena nevarnost, ne? Čigar rešitev je potem samo v posledicah to, da je vse posod pepel, da pač vrhovni vladar je zaradi tega, ker se je uspel mogel potem narediti takšen sistem. Ampak ko pa ti bereš sproti, se mi pa zdi, da ga humanizira, ne? Da je nekako malo na pol, kjer bi bila dobra primerjava, Anakin, na primer, ne? Veš, da kao on bo pa prenesel imperijo za mir in dela to z dobrimi nameni. Mislim, vsega je, ne? Ja. Formalno. Seveda, ne. To hoče povedati, ne? Sej v bistvu mu ne moreš kao zameriti, ne? Sej v bistvu vse deluje. We good, ali koga za koga, ne? Veš, zdaj tukaj vica, ne? Ker, recimo, jaz sem to skozi razmišljal, kako je inverzija Tolkiena, ne? Tolkien pač pravi, ko bo prišel na prestol, se bo povrnil pravi kralj, Gondor, Aragorn, ne bo vse kul, ne. Sauron bo masteral, orke bo že zihtar, Šeloba bo pač malo lačna, bo že, ne. In to bo to, ne. Zato, ker modri kralj dobro ve, kako je dobro za vse, ne. Tukaj pa pač pride kralj, ne, ki je kukor v bistvu navdihnjen od Iver in neskončnosti, ne, se pravi enega od delov razpadlega uber boga, ne. Kar pomeni, da bi moral biti neskončenkrat bolj moder kot ljudje in imeti neskončenkrat več, navadni ljudje pa neskončenkrat več moči iz vsega, ne, pa kakšno sranje je nastali iz tega, ne. To hoče povedati, ne, in to je popolna inverzija, ne, zato ker ta kralj več kot očitno ni dober, ne. Postavil en sistem po svojih najboljših močeh, ne, do tega še pridemo, ne, kako pač človek ne more biti bog, ne, ker v tem je vica, ne. Postavlja ta sistem, ampak ja, no, recimo, da za 1% ne, je kar dober, ne, za ostale pa ne prav dober. Ja, tako kot vsaka družbena schema. Ampak piramidna. Ja, ampak tisto, kar nekako je meni zdaj, skušam nekako, za tiste, ki še niste brali, da ne bi vseeno preveč pokvaril, no, tisto, kar je meni zanimivo, tu noter je tudi ta Kelsierjeva vloga v tem smislu, da on namenoma ustvarja nek mit okrog sebe. Zdaj, mi, ko to gledamo skozi oči Win na začetku, ne, se nam zdi, ta človek pa mogoče, če se zgodi ta prevrat, pa da on pride do te ultimativne moči, a bo ta človek boljši od trenutnega vladarja, ne? Tu ima pač Win velike pomisleke. Predvsem pa je meni pač zanimivo, ker se pol izkaže, pa da res ne bom kvaril vsega, kako je on res namenoma gradil nek mit okrog sebe in neko religijo in pravzaprav pokazal na nek način, da razumem, se da tako interpretirati, da je religija prevara. A ne? Mi imamo tukaj neko zgodbo, ki naj te navduši, ki naj ti da neke simbole, ampak to je zgodba, ki je premišljeno tako ustvarjena samo zato, da bi skratka on v ta svet dal neko drugo možnost, da bi vladarju postavil, ok, vi verjamete vladarja, ampak zdaj vam jaz dajem tu drugo možnost, lahko verjamete v upor. Ja, premišljeno, v bistvu kao z Sazedom se pogovarjal o preteklih bivših ali pa pokojnih religijah, ne? Pa mislim, da izlušči tisto, kaj bi s Kajem pomagalo, ne? Ker po moje hitro skuži, da zgolj z neko uporniško vojsko, pa da je še ne vem kako številčna, ne bo prišel daleč, ne? Da v bistvu to mora biti vse splošen upor. Ne? Ampak ta folk ne da neumen, ampak so brezupni. Ne? In to brezupje je po mojem mogel on razrešiti najprej in s tem mislim, da je on premišljeno stopil noter, pa knjiga je tudi tako dobro napisana, da se v bistvu ti počasi to razkriva, ne? Da v bistvu Kelsier sicer namiguje, pa pogovor z Sazedom počasi namiguje, pa tudi Win potem pošteka in preko nje mi, da šele tako bo lahko se v ljudstvo pospelo, če dobi ne zdaj lažnega mesijo ali pa nekaj takega, kljub temu, da nastavi enega, če je Kandra je, ne? Ja, mislim, to je za plot, ne? Ja, bolj za plot, ja. Izvedel zgodbo. Gre za to, da ljudstvo potrebuje figuro, v katero bo verjelo, da
ta bo nadomestil prejšnjo figuro. Ne? Ker če te figure nima tega fokusa, v katero bi se potem usmerila ta jeza, gnev, tisočletje, zatiranje in tako naprej in tako naprej. In to je bil problem pri vseh prejšnjih uporih, ne? Ker mi beremo o tem, da so bilo ogromno uporov in tako naprej, ampak oni niso imeli centralne figure, na katero bi se naslonili. To kar pomeni, da niso imeli religije. Ne? Se pravi, brez religije ne moreš ubiti religije. To ti je on govoril. Ampak se pravi, zdaj pletemo novo religijo. Ne? Zdaj ne bom povedal, kaj se zgodi, ampak pletemo novo religijo. Ne? Ja, zelo, zelo namenoma in jasno. Tukaj sem hotel eno stvar komentirati, da ne bom zdaj pozabil isti moment, skratka, Kelsier, ja, religija, nekaj sem tu še hotel povedati. Odličen prevod. No, prevod je res odličen. Zdaj, ki sem me spomnil na prevod, to sem te pa hotel prvi vprašati, ker jaz nisem bral v originalu. Kako so meglovniki in megličari, kako je to v originalu? Meglovniki so Mistborn, ne? In megličari so Mistings. Okay. Problem seveda je ta, da mi nimamo ta meglice, ne? Pa megla, ne? To sploh ni ena v slovenščini, zato sem pač uporabil meglo. Sopuha. To je bila tista izbira, ki se je izognila. Tako soparam tudi, ne? Ampak tisti megličari se mi zdelo v redu, ker je pomeševalnica, ne? In tako uporabljajo samo eno kovino, meglovniki oziroma pripadniki meglovnega rodu, pa uporabljajo vse. Ja, tukaj si našel kar nekaj zelo dobrih izrazov. Sej mi to je že prej, ali ni omenjeno, to so se prej zgoraj pogovarjala. Koprenari so meni tudi en mojih najljubših izumov, ker se mi zdi taka... A ti je bilo všeč bakrena koprena? Ja, zelo mi je všeč bakrena. Ja, lej, malo se pa mora tudi rimati. Mora biti nekaj od lajfa. Ne, veš kaj, zanimivo je tudi pri Sandersonu, da uporablja besede, ki so samo enkrat noter. Za hrano recimo, ali pa, za hrano predvsem, pa za kakšne predmete, ki so tako čako, pa je to zdaj, ne? In pol tako raziskuješ tako 3 ure, da imaš eno besedco noter, ne? Ali pa razne valutice, ne, majhne delčki tega, veš, ki so tako, ki so pa že pri zgrajenih svetov, ne, to zelo pa njem zanimiv, da gradi na način skoraj podzavesten, ne. Ne porivo v spredje, ne, recimo raznih obrokov, ne, vrsto obroka ali pa neke pač ne vem, manjše predmete, kakorkoli, ki pa so izmišljeni, ne? In zvenijo običajno malo francosko. Ne? Kar se tiče kulinarike, je to zelo redo. In pol so rekel, večkrat se rekel, ne, ampak smo pol pač spada po delu. Ne? No, super. Ja, prej sem hotel še to komentirati, ker si Mito ti omenil, da te množice skajev sužnjev seveda niso neumne, ne? Da ne gre tukaj za neko neumnost ali pa za neko, ker to vse sicer sprašujejo. Elend, ne? Ja, simpatija od vin, skratka, se sprašuje kot plemič, seveda očitno nima tudi dosti stika z skaji, oziroma sprašuje krog, a so to ljudje, ki so enaki nam, ali je tako, kot nas uči, da so oni popolnoma drugačni, se pravi, imajo nižji IQ in podobno, ne uporabi teh besed, seveda, ker ni IQ-a tam, ampak v tem smislu. Ampak na koncu, meni je super, ker se na koncu, zdaj manjši seveda spet kvarnik, izkaže, kako v resnici inkvizicija oziroma ta religiozni aparat te dežele tudi malo skrbi za to, da so oni umirjeni in da nimajo tega uporniškega duha. Skratka, imajo sredi mesta različne postojanke, v katerih skratka jih pomirjajo. Ja, umiritelji. Tako, umiritelji imajo noter. In to se mi tudi zdelo, jaz sem si predstavljal take 5G stolpe med noter. To. Ja, to je zelo dobra analogija. In tudi je spet zelo vredno to. To ni dobra analogija. Okay. Zelo vredno to, kar smo prej omenjali glede magije, da ti dobiš idejo, kako deluje in dobiš prek teh prevratnikov, prek teh zmikavtov, kako oni uporabljajo, da umirijo sobo, ko recimo imaš to zborovanje, kdo se bo šel zdaj boriti in oni razlaga, kako to delajo. In potem, kot viš, seveda, oni ta drugi to že cel cajt delajo. Ne? Ja. Ampak ne klikne ti to, dok ne prideš tam v knjigi, da seveda pač je tudi obratno mogoče. Ne? Ja, kar je zelo fin preobrat. Kaj ti pa, ko smo že, Igor, tebe sem še hotel vprašati,
A se tebi tudi zdelo, meni je bilo zelo zanimivo, ker res Sandersona prej nisem poznal, razen po reputaciji, pač po vsem tem, kar je naredil, vem za vse eseje, bolj ali manj pa o tem, kar je razmišljal o fantaziji, ampak si nisem predstavljal šele, ko sem začel brati Zadnji imperij, sem ugotovil, da to je tudi neke vrste v resnici, se pravi za mlade odrasle. Tukaj imamo vendarle glavna protagonistka te knjige, vsaj prve, no, zdaj ne vem, kako je dalje, Win, ki je mlada vajenka, ki se zdaj uči za meglovnico. Ne? Skratka, imamo to perspektivo, seveda s tem Sanderson je si omogočil, da velike ekspozicije njej da, ne, da mi zvemo vse o alomantiki, ker če ne bi morali pač past noter in bi to z veliko teže nam to razložil, ampak hkrati nam da to neko perspektivo, ker je tudi noter ena taka ljubezenska zgodba, skratka ona se zaljubi v tega plemiča, kar seveda ni ravno super glede na to, da pripravlja prevrat istočasno. Ne. Kako si ti gledal na to, ker si vendarle med nami tisti, ki je največ prebral knjig za mlade odrasle, se ti tudi zdelo, da je to zelo znotraj tega žanra? Ja, sploh, ker jaz sem predtem prebral Vranjo šesterico, ki ima super, ja, veliko vzporednic. Tako da Vranja šesterica je vsekakor poklon temu in si sposodi veliko elementov in tudi pač imaš tale motiv ropa in različnih spretnosti, ki jih uporabljajo in magije. Ampak tako da te stvari so zelo primerne. Ne? Hkrati pa je tudi to, kar si rekel, romanca je mlada glavna junakinja, pa tudi zdaj pač tale vidik, da je Sanderson mormon, podobno kot pri Stephanie Meyer pa Orsonu Scottu Cardu. Romanca pride samo do ene določene meje in ne gre dalje, zato ker mormoni so zelo zadržani, vsaj pri pisanju, glede teh bolj eksplicitnih stvari. In potem avtomatsko, ko imaš tule zamejeno, je to vse dosti bolj primerno za mlade odrasle, tudi če je kje malo več krvi, mislim pač nasilja. No, še vedno manj kot pri Georgeu Martinu, ampak pač predvsem pa ni prostitucije na tak način prikazane kot pri Georgeu Martinu, ampak je to recimo nekaj, kar Vin omeni, da se lahko zgodi drugim, ampak ne zvemo pa nič o tem z prve roke. Pri Martinu bi. Pa pri HBO je pa še bolj. No, tako da potem, čeprav mislim, da on je zaštartal, da je to pač klasična fantazijska delo, pa tudi takrat, ko je nastala, kdaj je to nastalo? 2000? Ja, mogoče, ja. Takrat še ni bilo prav tako izoblikovanega te niše za mlade odrasle. Mislim, so obstajale knjige, je pa to 5 let kasneje prišlo bolj boom, z Somrakom pa z Igrami lakote pa tako dalje. Pa Griševers. No. In je eden od začetnikov, čeprav mislim, da ne namenoma to. Ne? Ja. In zato se tudi ne klasificira, ker pač je nastalo malo predtem. Okay. No, on je zanimiv, ker zato se ne kvalificira, ker v bistvu je pa ni. Te zakonitosti mogoče še niso niti bile zakoliščene toliko močne in on je pač dal, ampak jaz ne vem, zakaj je dal to noter. Zdaj to se bere v prvi knjigi kot young adult, ampak v naslednji se pa ne več. Ker se ta young adult romanca ne konča pri tem prvem poljubu in pač kakorkoli, da spet ne bomo kaj spoiljali, ampak kar gremo še naprej in razvijamo to romanco, ki pa ni več young adult. Čeprav ima neke nastavke oziroma neke elemente, slutiš, ampak tako, mogoče je lik zato, ker ni bilo zakoličeno, pa jih je on pa mogoče pomagal zakoličiti. Je bilo to vplivno, no? Razmišljam samo, mogoče tu nimam prav, ampak sklepam zato, ker pač po tej plati je young adult, pa beremo o tem, kako je inkvizitor res natančno demoliral in raztrgal in ne vem, krvavo ugonobil nekoga. V isti knjigi, dobesedno 10 strani narazen. Ja, ampak je še vedno te stvari so vseeno potem nekako opisane tako kot, ne vem, pri zadnjem Predator filmu, kjer pač so oni
ali pa ne vem, kot da imaš to zelo pogosto, ko se streljajo z roboti in potem je malo manj, ko robot razpade, ni tako krvavo. Tukaj vseeno se mi ni zdelo toliko visceralno kot pri Martinu, recimo. Si prepričan, si prebral te dva prizora, kako najdejo tam, pa je tako, kar je. To je bilo kar visceralno. No? Viscera. Je zelo nazorno. Kot sem omenil, zdaj pri ponovnem branju sem šele na pol, tako da še nisem. Mogoče pa nisi še da tam. Prvod sem malo zatika. Ja, se ne. Komu se ne bi? Hotel sem še speljati besedo k akciji. Vsi smo nekako menjali, da tukaj Sanderson je res mojster akcijskih prizorov, res odlično. Tole jaz sem ga zdaj, ker sem poslušal ta njegov podcast, mi je bilo ful zabavno, ker so se pogovarjali, ker je rekel, da v njegovem prvem rokopisu za Zadnji imperij so ga opozorili njegovi prijatelji, ki tudi pišejo, ki jim je pokazal stvar, da je imel preveč igričarsko skupaj sestavljeno, da je imel, se pravi, za to, da zdaj narediš za kuri baker vneti uno pa boš tja pa tja. In da se tako natančno vidi pri njem, da je gamer. Ja. Ampak je vseeno, jaz moram reči, da ko sem bral, nisem imel toliko tega občutka, imel sem edini, ki ga imam občutek, ki sem imel, da je to, da vsak fight, vsaka akcijska prizor izgleda epsko. Noter. In tukaj zdaj meni, ful mi je zanimivo, ker zdaj, kot smo slišali, seveda, zdaj je prodal pravice za to, sicer je izboril neko blazno super pogodbo, po kateri je on zadaj skratka, vodi vse te lutke, bo on skratka imel zadnjo besedo pri vseh teh zadevah, kar je lahko super, vemo, ni pa nujno, ker če bi Stephen Kingu dali njegove knjige, pa bi tudi rekli, se si lahko ti izvršni producent, še vedno ni bilo najboljš. Ampak zanima me res, kako bo to izgledalo, ker to pa je meni izredno vizualno, izredno majne take podobe. Jaz sem si skušal vedno predstavljati, kako se oni to skratka, ko se odrinejo od kovine in potem potegnejo k drugi kovini, letajo po zraku, fajtajo se vmes, tudi izredno res močne podobe. Meni so ti inkvizitorji s temi jeklenimi špicami skozi oči, to mi je nekaj tako vizualno fantastičnega, tako da kome čakam po eni strani, kako bo to izgledalo, če bo seveda izgledalo dobro. Ja, meni se zdi, da zna biti okej, predvsem zato, ker ima že izkušnjo produciranja pri Wheel of Time v seriji, ampak tam ni imel vajeti v roki. In on je tudi zato pa je šlo. Ja, bil je zelo vokalen, kaj ga je motil, pa mislim, da je ravno zaradi tega vztrajal tako dolgo na teh okopih, da pa želi res imeti vse. Tako da jaz mislim, da se bi znal izkazati. No, še posebej zato, ker je ta načrt ali pa podstat v knjigi že zasnovana. V bistvu tam so gibi, upisali, kaj že en gib, Vin zaluča, mislim, da ena od plemkin, ki je tudi iz meglovnega roda, po strehi navzdol, ona se pa prime za nek tečaj in se z eno roko v polkrogu zavrti in so tako čisto natančno napisano, popolnoma posneto. Tako da mislim, vse že ima narejeno, edino pač realizacijo bo mogel vztrajati, da bo res do potankosti narejena. A se ti zdi, da je to idealno za risanko bolj? Risanko narekovanje. Ja. Ne, jaz bi rekel, da je to vuša. Jaz sem v glavi cel cajt tele vuša zadeve temu človeku, ki je naredil hišo tisočerih budal, bi dal zadelati, pa mislim, da lahko lepo zadeva rata, kar se tiče teh jaz pa moram bolj na matrico prestajati, veš. Predvsem ne rečemo... Matrica je ripov. Ne, se vem, ja, itak, ja, imaš prav. Ampak ne predvsem, naprimer, njihov let, pa kako se v bistvu sred leta lahko obračajo, pa odbijajo, je nekaj novega v smislu, ni sam skok, ni Neo, ki skoči nekam, pa uvink naredi, kaj tazga, Kelsier v dvoboju z Inkvizitorjem, tako ogromno skače, pa vleče, da niti enkrat ne pristane. Naprimer, že to je tak mind-blowing image. No? In je nekaj svežga. No? Ja, bi pa rekel, da hkrati ta del se mi ni zdel igrificiran, mislim, igri podoben. Ful drugih knjig sem bral, ki dost bolj zaplet in razplet naredijo podoben igricam in postane dolgočasno. Najhujši je The Strain od Guillerma del Tora, kjer
dobesedno se stepe z nekom in gre v naslednjo sobo se tepe z nekom močnejšim in je tak, a res. Ja. In potem gre gor po stopnicah in se tepe z nekom še močnejšim in si... Ja, ja. In potem mu neka opica meče sode dol po štengah in tako. A to ni? Ne, zombi so tak, da opet. Škoda, no to bi jaz gledal. Ampak a sem jaz prav razumel, da tole oni zdaj mislijo filme delati, ne serial film, kako? Film. Ker jaz... Ampak veš kaj je zanimivo? Da ne mislijo delati špila. Aha, to pa nikoli, ali kaj? A Sanderson ni temu naklonjen? Ne vem zakaj, ampak zanimivo je. Ne, vedno, zdaj govorimo o tem, kako so to igričarske, mislim, do neke mere seveda, ne? Ampak zakaj ni špila? Ne? Zakaj bo serija oziroma film? Ne? Ja. Premalo denarja sem ne vem, kaj, ne? Tako zanimivo se mi zdi, ne? Sem pač kot elementa. Ne? To je res zanimivo, še posebej, ker res Sanderson velja za tega enega od nas, no? To je res tak geek, to je človek, ki pozna te zadeve, ki ima rad te zadeve in jaz sem pripričan, da če bi mu nekdo ponudil, da bo to res dobro naredil, zakaj ne? To je action RPG, to je napisano. Ja, če si Kelsey pa Vin, menjavaš med njima, ne, pogovarjaš se s plemiči, novačiš, hodiš po mestu, po okolici, to je idealno. Ne, jaz bi si mislil, da je to tam 3 leta pa je narejen. In to dobro, ne? Dobra zadeva. Okay, ne vem, se pravi, ne vem. Ja. Zdaj, seveda, naprej so knjige napisane, kot si rekel, naslednja izide čez leto dni, no, spet na NMN-ju, tretja se bo zaključila na knjižnem sejmu. Kaj nam še lahko poveš, ne da bi preveč spoilal, kaj je v drugi in tretji, a se zgodba, se pravi, tukaj gre dalje, je ta... Jaz ne vem, kako naj to vprašam. Je ta zdaj poglavje to zaključeno ali se še tukaj navezujem? Je drugi del popolnoma nova zgodba ali se nadaljuje, skratka, še vedno v tem kraljestvu, še vedno podobni problemi, vprašanja? Ne, se zaključi, lahko rečeš tudi, okay, to je to. Aha, ampak čutiš, da pač to ni to. Na vodi čutiš celo leto. Na vodi čutiš celo leto, da ni to. Zelo zanimivo se je, tako odraslo se nadaljuje z bolj odraslimi temami. Svet se razširja. Se pa nadaljuje en teden kasneje, ne? Ni zdaj nekega časovnega preskoka. Ni preskoka. Oni so zdaj tako naredili, ne, da v bistvu so kuka rešili, ampak tako res niso rešili. Ne? In je sam tako šit, ko smo pa zdaj naredili v bistvu kmalu momenta, veš, ups. I did it again. Ne? Res so zabluzi zadevo, ne? Zdaj pač rešujejo, kolikor znajo, ampak v bistvu ne znajo kaj preveč. Ne? Kljub temu, da je Vin je pač super turbo postala, super junakinja, ampak v bistvu ni nič kaj boljše volje za to. Človek bi si mislil, wow, koliko znam letati po zraku. Ne. Gre proti eni zelo veličastni, širši sliki, no? Tako bomo rekli, da ne bomo res nič spoilali. Pa si ti ali pa ti mi to sta brala potem naslednje trilogije, kak v bistvu potem ti? Sem prebral Stormlight Archive. Drugi liki potem? Ja. Mislim, so neke navezave, ampak to je že čistko. V bistvu začeli smo tle v tem univerzumu, no, kako sem pač tako smer, ker sploh nisem ve, kako ne to prevedemo, se mi zdi kar v redu, ne, zato ker je pač v bistvu onkraj, ne, en drug univerzum, ne, ki je točno določeno pravilo. Na tretje, to tudi ni Zemlja, ne, ampak je nekaj podobnega Zemlji. Gremo pol v neke čist preveč že veličastne zadeve, ne, z 1200 stranskimi romani. Ne. Mogoče ga je malo zapretiraval clona, ampak Mistborn se mi zdi zelo obvladljiv. Ne, in lik prav skrivnosten, ne, da imaš pol neke zdaj so pa še eni bogovi, zdaj so pa še ene večje stvari. Ni nujno, da veš, katere to so in to je zame, vsaj mi je dober. Ne zahtevam, da mi čisto vsako stvar pojasni. Je pa za geeka fajn pol v tebi, ki zveš. Moraš pa kar delo vložiti, tiste so pa bukleti. Ta je še majhna tle. Okay. Ampak meni je zanimivo, vseeno mi je zanimiv ta koncept, da zdaj tukaj je trilogija in to je zaključena trilogija, potem pa naslednja trilogija pa preskoči, kaj zem, tavžen koliko let. Ja, ker je prav besedno univerzum, ne, univerzum, ne, pač v bistvu je veliko planetov, veliko svetov, teh 16 iveri neskončnosti, a ne, ki pač lahko prehajajo v razna bitja tam, a ne, magični sistemi se med seboj povezujejo in tako. Je kar
zahtevno in zanimivo, kako on to zdaj, ne vem, če čisto vse v nulo poveže, ampak kar večinoma pa kar. No. Ja. Ampak on, kolikor jaz razumem, tudi ne piše zdaj tiste, kar naj bi se v 80-ih, 90-ih dogajalo. Ne vem. Ker on piše milijon stvari drugih vmes. Naslednji teden bo pa 4 dobro. Ja, ti si 2000 strani na 5 mesecev. To je tudi res. Ja. Ne, pri njemu je to, koliko on multitaska, ker vem, da tele YouTube videe, ki jih snema, včasih on ima neko predavanje, recimo, in vmes vidiš, kako podpisuje knjige. In on pač razlaga in podpisuje in zlaga tiste knjige na kup, da pač res še ta čas izkoristi, koliko bo zdaj on tukaj teh 100 knjig podpisal. Bo še nekaj vmes razlagal. Mašina, totalna tip. Dokler predava, pa ne piše knjige zraven, je še v redu. Jaz mislim, da ne. Kaj pa če piše? Ja, čeprav mene, mislim, pri takih zadevah me zanima, no, kako bo njemu šlo, glede na to, da vseeno jaz tukaj dam nekaj simpatiji Martinu, ne, da se jaz zavedam, da dobro, on je preko je pisal, je bilo v redu, ampak zdaj seveda, ko ima druge zadolžitve, ko je producent tam, ko ga kličejo tja, ko morajo delati vse te, ko pač HBO rabi denar, ogromno denarja, ne, in pač on tukaj pomaga, je pač človek zaposlen z drugimi stvarmi. Jaz mislim, da Sanderson, če misli on resno bdeti nad vsemi temi deli, ki mislijo izhajati iz njegovih del, ja, ne vem, če bo zmogel pač še ta tempo, kot bo zmogel. Ni problema, verjetno. Še dobro. Še kdo hotel kakšno temo, sem še pozabil, sem še kaj spregledal. Kaj so še teme, ki so tiste, ki se vam zdijo najbolj zanimivo? Anže odhaja, jaz bom zdaj povedal tukaj. Hvala lepa, Anže. Občinstvo. Ja. Pravi, da ga otroci rabijo, ni res, spoiler. Ampak sploh nimo otrok, nismo njegovi otroci. Zdaj upam, da kakšna družina tam skrije svoje otroke, da jih ne bo kar pograbil. Se je zgovoril. Kaj je še tema, ki je vam bila recimo zelo zanimiva? Meni, jaz se res spet vrnem k tebu, ker se mi zdi tudi za Američana dokaj zanimiva tema sužnja lastništva, ker pač ti Sky so sužnji. Se mi zdi pač zanimivo in dobro, da se tega loti pač tudi bel mormon in da pač razmišlja tudi o tem, o neki dinamiki pač tukaj odnosov. To je tisto, kar mi je izredno zanimivo. Zelo malo smo povedali o inkvizitorjih in vsem tem obligatorjih in vsem tem aparatu. To se meni tudi zdelo zelo fajn, ker enkrat smo se o tem že nekaj mal ga prepirali. Recimo meni pri distopijah vedno gre na živce, ko si vsi predstavljajo, da je to vse tako zelo odkrito, da ti skratka imaš to neko idejo nekih policajev, tajne policije, ki hodijo okrog, ti rečeš nekaj, pa te že zaprejo. Pa to so zelo take popreprošene ideje, kako dobra distopija funkcionira. Prava distopija funkcionira tako, kot naša današnja funkcionira, da tebe prepričajo, da je nekaj v redu, če tudi ni v redu. Ja, z zažigom in nasmeškom. Ja. In to mislim, da je Sanderson zelo dobro zna, skratka tukaj, preko tega religioznega momenta, preko tega, kako oni dojemajo, ker tudi sami uporniki se na vsaki točki vprašajo, a je naš upor sploh smisel? Ali bomo ne bomo naredili še slabša, ne? Se pravi, tam, ko gledajo, ko unetalce pripeljajo in jih obglavijo, ali kaj že obesijo, obglavijo. Glave jim sekajo. Tako da jih obglavijo. Fun times. Ja, skratka se oni vpraša, a je upor v taki družbi sploh smisel, glede na to, da se nekdo, pa plus to, da seveda vsak Sky, ki se upre, ne ubijajo sam njega, ne? Grejo tudi ubijajo njegovo familijo in vse. Skratka, tukaj se mi zdi, da je kup enih moralnih dilem, ki jih Sanderson odlično odpre. Ja, to se si zaključil s tem, kar vredno. Ja? Jaz bi izpostavil v bistvu ena stvar, ki je mogoče tak za Ocean's 11 bolj logika. Okay. Vin je traumatizirana zaradi nasilja na ulici, pa njen brat, ki jo je zapustil na ulici, jo tudi pusti v zelo slabem stanju. Ona ima ogromne dvome pa probleme z zaupanjem. In kako ona, ko pade v to posadko, v bistvu preko Kelseyja, pa v bistvu Dogsona, pa še ne ostalih članov te ekipe,
na novo odkriva, kaj je to biti blizu nekoga. Ne? To se mi zdi pa tak oseben moment za njo, predvsem pa za njeno perspektivo, pa za bralca je cool, ker nekako bistveno bolj humanizira nekoga, ki je šel skozi strahote tega sveta. Ne? In je zelo fajn. Na koncu mislim, da postane, da popolnoma začne zaupati temu, kaj se počne v temu, kljub temu, da ona spoiler, ne bom šel. Dobro. Ok, sem ostal. Pravi čas si se ostal. Igor, kaj je bilo še tebi takega, kar bi še izpostavil to, kar všeč? Mislim, world building mi je bil všeč. Ne? Mislim, ta ideja, da ti vzameš neke kovine, ki jih spiješ in potem jih začutiš v sebi in jih lahko na nek način uporabljaš in ti jih zmanjka. Tole je zelo igričarski, ampak pristop, ampak hkrati je nekaj, kar si ti zelo lahko predstavljaš kot bralec in zelo v redu razumeš, kako to žene zgodbo naprej. Ne? In ful je v redu podlaga za vse akcijske scene, ki so lahko toliko bolj domišljene. Ker v bistvu imaš fantazijski sistem spostavljen, ampak je tako vnulo spostavljen, da je kot da bi deloval na nekih zakonih fizike skoraj. Ne? Ja, si ti tudi imel, ko ona razžari kakšno kovino, rečemo cinovino, jaz sem si to tako nekako prvo opisati, kot da bi imel en zelo oranž šnaps stegno, pa tako, zdaj pa gremo, ne vem. To je napisano, da začutiš toploto v sebi in tako naprej. In potem tudi vemo, zakaj začutiš toploto v sebi. Ne? Kar je ful dober moment, ne? Zato ker pač ni samo, da začutiš, ampak zakaj, kako, pa kakšne so posledice. Što so ta znanstvena, alkimistično mogoče, ampak znanstveniška. Ne? Predvidevam, da glavobol, ne? Drugi dan. Ne, pa imaš glavobol, ne? Ker če pretiravaš, a pa če napačno nečisto mešanico, šmarnico, po domač povedam, popiješ, potem te naslednji dan čakajo težave. Ne? In te kovine so tudi poživilo, ne? In če pretiravaš s tem poživilom, so težave. Ne? V bistvu je kar štajerski. To je popolnoma. Tudi kot itrc, se pač geruš, to je pač naša kovina in se lahko navezujemo. Si se poistovetil. Ja, zato sem tako dobro prevedel. Nimate tam rudnika živega srebra? Ne. Zakaj? Ne, to pa sploh ni detajl, ki bi bil kakorkoli, ker tukaj ni hacinske rupe, ki je že skoraj izčrpana in tako naprej, morajo vedno globlje hoditi noter, pa umirajo noter, pa biriči jih tepejo, to sploh ni povedati. Nima vez. Ne. Žili krofi. Ja, tako. Sploh ne vem, kaj naj točno še povem. Ne bi rad res preveč hvalil prevoda, to se mi ne zdi nikoli dobra reč. Jaz sem res užival in čakam, zelo sem vesel, da bomo že naslednje leto to zaključili, da bomo skratka imeli tudi Sandersona v slovenščini, da bo to trilogija, da se tukaj seveda še enkrat zahvala Mladinski knjigi, ki nam je pač omogočala, da smo brali ekskluzivo, pravzaprav nekako tako. Fina je tudi, jaz moram reči, pohvaliti tudi naslovko, oprema te knjige in meni še vedno pač knjiga v trdih platnicah vedno zgleda ful boljša, kot karkoli v mehkih, tako da sem tudi z tega stališča zelo zadovoljen s slovenskimi prevodi. Jaz priporočam knjigo, da jo preberete, če želite uživati v dobrih akcijskih prizorih, kot smo rekli, in seveda, da res me zanima, kaj bo naprej, ker zdaj, ko je sneti mal namignil, kako se bo zgodba razvijala, me toliko bolj zanima. Še kakšna poslovilna beseda od vas, preden zaključimo? Zdaj, če ste to prebrali, pa ste navdušeni, pa bi radi še ta vibe dalje, ne boste čakali 1 leto, Vranja šesterica, zelo podobna zgodba, tudi ful zabavno napisano, tudi zelo dober prevod, ne sicer njegov, ampak od Hitija. Tako da pol še priporočam pač cel Vranja šesterica, pa kaj pol nadaljevanja. Super, zdaj bom jaz avtor odprl. O moj bog. Ljudje in ljudine, poslušali ste 23. epizodo v živo podcasta, ki sliši na mejo bot, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili. To imam pa tle. Sergej Onoverzum, hvala, diabolični sneti. Igor, skoraj komunist Harp. Ja.
Mito, moj brat je napisal diplomo o world buildingu Gegič. Se je. In Aljoša, kdaj bo George Martin umrl? Harlamo. Tole smo posneli pred živim in živahnim občinstvom na konvenciji na meji nevidnega 2026. Ljudje, ljudine in druga fantastična bitja, oglasite se. Kakorkoli, če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte tudi kakšno ceno. To zelo pomaga, da podcast pride tudi do novih poslušalcev. In če je tudi vas strah, da je imperij vendarle nepremagljiv in večen, ter da ga ni mogoče zrušiti, potem... nadaljevanje manjka. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu in Blue Skyju, vsekakor na Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu, zlasti na našem kanalu na Discordu, seveda pa tudi na drugih družbenih omrežjih. Se nam pridružite v klepetu o vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in plešočem plemstvu. Tole je bila že 23. epizoda v živo, zadnja epizoda v živo za to sezono. Do naslednje epizode in še dlje.